Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Vsi vemo, da telefoni so ogromen del našega življenja, vsi jih uporabljamo vsak dan, posebej jaz ne morem brez telefona, prisežem. Če bi meni rekel nekdo, da za en teden brez telefona, ni šans, ne morem brez telefona. Ta telefon je velik del mojega življenja in kot veste, sem velik fan Appla, zelo velik fan Appla in iPhona. Spomnite, ko sem izgubil iPhona 5S, takrat sem bil dejansko ful žalosten, ker to je bil moj prvi iPhone. Imam eno slabo novico, izgubil sem moj telefon. Ja, bil sem ful navezan na njega, konkretno pa gre za iPhone 5S, belo-zlati. In res škoda pač, ne. 2 leti sem ga plačeval in bi ga še imel malo dlje, ne. Skodi. Potem sem dobil tega, iPhone 7, ki sem ga vrgal v vodo. Če iPhone, oziroma ta telefon, zdrži pod tako, prej sem ga samo polival, pa nekaj malo namakal, da bom pa dal pod vodo. Pa tudi snemal bom, tako prej. Se mogoče spomnite, ko sem prvi v Sloveniji predstavil iPhone X, to je tudi moj najbolj gledan video, ki ima preko 140.000 ogledov. 140.000 ogledov. In samo imam iPhone 10 oziroma X, 10, konkretno gledal kak. In se odločil, da ga bom odprl in vam pokazal, kaj je noter in kako deluje. Torej, kot ste videli, da Apple je za mene kralj. In če bi me pred enim letom vprašali, če bi imel kateri drugi telefon, kot pa Apple oziroma iPhone, bi rekel ne, ni šans, iPhone, jaz bi imel samo iPhone. Ampak zadnjič, ko sem prijel tega lepotca v roke, Huawei P20 Pro, sem rekel ne, hvala iPhone, zdravo, nova ljubezen. Jaz vam moram povedati, kako sem se jaz zaljubil v ta telefon. Zdaj ga uporabljam približno 2 tedna. To je moja nova ljubica in tudi edina ljubica, nažalost, ampak vseeno. To je moja nova ljubica, dobesedno. Poglejte si to prvo, kakšne lepe barve. Kot vidite, ta lepotica je v modri barvi. Jaz sem res dejansko zaljubil v njo. Prije pa še v večjih barvah, to je modra, v črni, roza in posebni barvi somrak. Težko se govori, somrak. To je meni svetovna barva, tako pride iz vijolične, pride v mojo modro barvo, res svetovna barva, ful lepa. Ampak ta mi je še posebej všeč. Kot vidite, telefon super paše v roko. Kot vidite, zaslon je po celotni zgornji površini, razen od tukaj spodaj. Kot vidite, tu ni ekrana, tu ni nič. Ampak vidite, tu je vse posle zgoraj, tako iPhone X. Huawei P20 je bistveno večji kot pa moj iPhone 7. Samo to pogledajte, ena kamera, iPhone X ima 2 kameri. Huawei P20 Pro ima 3 kamere, 1, 2, 3. To je prvi telefon, ki ima 3 kamere. Ta telefon dela fotke v kar 40 megapikslov ločljivosti. Če zdaj pogledamo iPhone X, dela v samo 12 megapikslov. Lahko snema v HD, Full HD in v 4K. S tem, da v 4K slika nima stabilizatorja, a mene to ne moti, ker itak snemam v Full HD. Huawei P20 Pro ima dejansko pametno kamero. Povejte zakaj. Ko obrnem proti nebu, mi napiše Blue Sky in mi polepša dejansko nebo, barve neba. To je bil prvi primer umetne inteligence. Zdaj pa še drugi primer. Ko grem blizu neke cvetlice, greenery napiše in naredi dosti bolj zeleno. To meni zelenje. In naredi sliko dosti bolj zeleno oziroma cvetlico naredi dosti bolj zeleno. Če pa na primer gledam, pogledaj to. Close up, dejansko mi bolj izostri in polepša sliko, če je slika na čisto od blizu. Če pa zdaj pogledamo Oscara, kar sami pogledajte. Dok mi napiše, gledajte, če to je Oscar. Ko vidite, je že zaznalo dok.
spet, še enkrat, Oskar. Dog. Zero pets like never before. Ti finta. Svetovne finte. In še par takih fint imam, pa to so meni najbolj zanimive in najbolj uporabne. Huawei P20 Pro ima tudi zelo dober slow motion. Zajeme kar 960 frameov na sekundo, kar je neverjetno. Torej, kot vidite, telefon več nima navadnega jacka za slušalke, tako kot novejši iPhoni, ampak če boste želeli poslušati glasbo preko slušalk, boste potrebovali adapter za USB-C. 100% pa vas zanima, kakšen je zvok in kakšna je kamera na tem telefonu, ta bom en taki kratki malo video posnel, da boste se znali predstavljati. Zdaj pa vidite in slišite skozi Huawei P20 Pro, kako se vam zdi, prosim, da napišete v komentar. Ima pa še eno ful dobro finto, ki se imenuje Night, dela pa svetovne nočne slike. Predstavljajte si, da bi jaz slikal en skuter v totalni temi. Bi ga Huawei P20 Pro polepšal in osvetlil. Zdaj pa si še pogledajte par primerov slik, ki sem jih posnel z Huawei P20 Pro. Par slik sem tudi posnel v Parizu, ker se spomnite, da sem prejšnjem videu povedal, da grem v Pariz. Telefon ima odličen zoom, sliko lahko poveča za kar 5-krat. Tu pa še nekaj videov, ki sem jih posnel za Huawei P20 Pro. Zvočniki pa so mi zelo pomembni zaradi tega, ker zelo rad poslušam glasbo. Kot vidite, ima tukaj spodaj zvočnike, 2 zvočnika tukaj spodaj in enega tukaj zgoraj. Zvočniki pa so odlični, glasni in zelo prostorski, tako da sem ful zadovoljen z zvočniki. S čim pa imamo vsi problem pri iPhonih? Ja, baterija. Baterija se dejansko takoj izprazni. Pri tem telefonu Huawei P20 Pro baterija ti drži celi dan. Prisežena pri iPhonu 7, ko sem ga imel oziroma še ga imam, sem si ga lepo po noči napolnil in sem šel z 100% baterijo v šolo. Tam nisem bil nič na telefonu, razen potem po pouku smo bili malo na telefonu, malo poslušali glasbo, prišel domov, mogel dati mimo telefon prazen. Zdaj pa prijem dejansko domov z 60% baterije, pa enako uporabljam telefon oziroma še več, zaradi tega, ker imam več telefonov in bi še rad nekaj sproval. Imam 60% baterije približno, ko prijem domov, 60%. Z onega pa sem prišel 10%, pa polnic sem ga mogel dati, pa že katastrofa, res katastrofa, da pa tam baterija, to je hvala Bogu dosti boljša. Huawei P20 Pro je edini telefon, za katerega lahko rečem, da je boljši od iPhona. Tako sem vam že povedal, 2 tedna ga imam, pa lahko rečem, da je boljši od iPhona. Takoj ga zamenjam, to sem se tudi odločil, da ga bom zamenjal in čisto vsakemu priporočam, kateri imajo iPhona, pa bilo kateri telefon in hočejo novo osvežitev, novo napravo oziroma novo mašino, lahko temu rečem, ziher priporočam ta telefon. Kot vidite, tudi Oskar ima rad Huawei, ne? Ok, ne rabiš ga lizati vse na moj telefon in ga ne rabiš lizati, dobro? Ker tudi jaz tvojega telefona ne ližem, čeprav ga nima. Ker je telefon pa imate vi, napišite v komentar, imate mogoče Huawei-a in če ste zadovoljni z njim, ker jaz prisežem, da sem hudo zadovoljni z njim in vam z lahkoto prestavil iz iOS-a na Androida. Vem, da to je malo bolj težko za ene, sem že imel prej ene telefone in sem probal iz iOS-a na iOS-a na Androida prestaviti, ampak je res težko s tem telefonom. Enostavno, dobesedno enostavno. To je bilo vse danes, upam, da ste uživali. Danes sem vam predstavil moj novi telefon. Tako kot vedno, idite na moj Facebook in Instagram profil JackOnTheBoxFlow. Tu se naročite na moj Instagram. Mi pa še malo raziskovati o tem telefonu z Oskarom. Gremo. Še celi sem dlakal, zdaj je super. To ja.